Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci, spoštovane gledalke in seveda lep pozdrav tudi vam, gospod Franci Bogovič, poslanec v Evropskem parlamentu, podpredsednik Slovenske ljudske stranke, pa še kaj bi lahko naštevala. Oče, star oče. No, tako. Nekaj časa je, ker sva se nazadnje videla, pa bova danes malo nadoknadila. Pa kar začnimo morda s tole temo v Evropski uniji, predvsem pa v Sloveniji, smo trenutno priča velikemu porastu okužb s covidom in povečanemu pritisku na bolnišnice. Slovensko zdravstvo se sooča z eno največjih kriz v zgodovini samostojne Slovenije, ali pa še morda tudi širše, če pogledava. Kako vi vidite trenutno epidemiološko situacijo pri nas, pa tudi v primerjavi z drugimi evropskimi državami? Ja, najprej naj rečem, da sem dvakrat cepljen. Maja nazadnje, in ker še nisem šel po tretji odmerek, sem sedaj tudi že prebolel COVID, ki je bil sicer v rahli obliki, malce izguba vonja za 2-3 dni in dejansko to, kar nam stroka govori, da po toliko mesecih tudi cepiva popustijo, da lahko zboliš, da tudi lahko prenašaš drugim, vse to drži. Sreči, hvala Bogu, pa tudi to drži, da je bil potek bolezni relativno enostaven. Tako da najprej na vse apeliram, poslušajmo stroko in spoštujmo te ukrepe. Kar se tiče krize same, zdaj ta teden je potekala seja Evropskega parlamenta, na katerem je bilo veliko govora o tej situaciji, v kateri se sedaj Evropa nahaja. Velik porast širom po Evropi, različne posledice, bistveno manj ljudi pride na koncu v bolnišnico in pa se jih tudi poslovi zaradi covida v tistih državah, kjer je precepljenost velika. Recimo med Portugalsko in pa Bosno je 1:50 razmerje. Eni imajo, ne vem, najnižjo precepljenost, drugi najvišjo in tako da v tem delu zagotovo ta apel k cepljenju drži. Zdaj pričakuje se tudi to zdravilo, tako kot smo lani ob novem letu dobili cepiva, so sedaj prva zdravila, ki bi naj malce olajšala sam potek bolezni. V Evropski uniji se poizkuša tudi uskladiti te stvari, ker države na različen način reagirajo. Ne vem, po novem sedaj ne bi bilo teh 6 mesecev po prebolelosti, 9 mesecev po cepljenju, kot priporočilo, ki jih je ravno zdaj Evropska komisija na osnovi zaključkov EME izdala. Tako da še vedno poteka ta velik problem na področju zdravstva. Evropa je razdeljena, zahodni del precej višja precepljenost kot vzhodna Evropa, tako da na tem delu enostavno zaostajamo in plačujemo večjo ceno v tistih državah, kjer je precepljenost nižja. No, pa poleg cepljenja je verjetno pomembno tudi upoštevati vsa navodila, ostala, kar se tiče osebne higiene, potem razdalja pravzaprav, to so bistvene stvari tudi. Absolutno, in tudi sam pristop, sam opažam, recimo, ko prideš v Nemčijo, ko si v Franciji, Belgiji, sploh tudi nobenega vprašanja. Na vratih pač se predstaviš, pokažeš certifikat in je to neka praksa. Pri nas je bilo to zelo težko spraviti na nek način skozi slovensko miselnost. In tu smo tudi na nek način očitno ti, kot je dr. Ihan lepo napisal v tej vzhodnoevropejci, se še nekih lekcij nismo očitno pobrali. Očitno. Omenili ste že, ta teden ste v Evropskem parlamentu sprejeli reformo skupne kmetijske politike. Kaj reforma prinaša evropskim in slovenskim kmetom? Nadalje, kaj to pomeni za vašo pobudo pametne vasi? Katere so bile prednostne naloge, ki jih je vaša politična skupina, to je Evropska ljudska stranka oziroma EPP Group, lahko vključila v to reformo? Ja, reforma se sprejema za to finančno obdobje. Zdaj smo za leto 2021-2027, kot se vidi, smo v zamudi, zato bo ta reforma za 5 let, 2023-2027. Ta teden je bila sprejeta v Evropskem parlamentu, sedaj so na potezi države, da predstavijo strateške načrte razvoja kmetijstva za to obdobje Evropski komisiji, ki mora pregledati, ali so ti načrti
usklajeni z smernicami, usmeritvami Evropske unije, ob tem, da je v tej perspektivi nekaj več svobode dovoljeno državam, da malce bolj po svoji meri tudi kroji kmetijsko politiko. Ključni trije poudarki v kmetijski politiki so še vedno krepitev kmetijskih gospodarstev, konkurenčnosti kmetij in tudi dohodkovnega položaja kmetij. To je predvsem ta subvencijska politika, kjer pa je nekaj manj sredstev za osnovno plačilo po hektarju, je pa več možnosti potem za te okoljske ukrepe, dobrobit živali in tu bo potrebno kar nekaj tudi prilagoditev na samih kmetijah, da bo ta prihodek na kmetije primerljiv s prejšnjim obdobjem, čeprav tu grozi določen izpad in zato mimogrede zelo podpiram prizadevanja kmetijskih organizacij, da bi država namenila dodatnih 380 milijonov za to 5-letno obdobje za kmetijstvo. Drugi cilj, ki je kar zelo izpostavljen in je prvič pravzaprav v kmetijski politiki tako izpostavljen, 25% v prvem stebru, 35% v drugem stebru, se pravi skoraj tretjino evropskih sredstev, so pa sredstva, ki so namenjena za varovanje okolja, prilagajanja na podnebne spremembe in dobrobit živali. Se pravi, to, kar govorimo o trajnostnem kmetijstvu, da ne obremenjuje kmetijstvo voda, zraka in pa zemlje na eni strani, na drugi strani, da se vzpostavijo v živinoreji pogoji, ki omogočajo nek dobrobit živali, se pravi dobro počutje živali v teh rejah. Veliko področje pa je zdaj aktivnih ukrepov, kako se prilagoditi na podnebne spremembe, namakanja, zaščitni ukrepi proti toči, proti pozebi in podobno. Tretji steber je pa steber razvoja podeželja, kjer je recimo tudi veliko pozornosti generacijski prenovi na kmetijah, se pravi mladim kmetom, in v ta sklop sodi tudi to, kar sprašujete, ukrepi za razvoj podeželja, kamor sodi tudi ta koncept pametnih vasi. Vsaka država mora sedaj narediti v okviru strateškega načrta svoj koncept razvoja pametnih vasi in na ta način omogočiti na podeželju izgradnjo infrastrukture, na eni strani pa tudi to diverzifikacijo poklicev na podeželju, od kmetijstva preko gozdarstva, pa vse do drobnega gospodarstva, biogospodarstva, skrb za starejše na podeželju, turizem na podeželju, dopolnilne dejavnosti na podeželju, se pravi stvari, ki omogočajo na nek način zaslužek in pa normalno mestom primerljivo življenje. Ste 1. oktobra v domači regiji v Posavju organizirali zelo uspešno konferenco, ravno na temo pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo. V začetku tega meseca pa ste na svetovni razstavi Expo 2020 v Dubaju predstavili pobudo pametne vasi in njen potencial na globalni svetovni ravni. Nam lahko poveste več o svoji izkušnji v Dubaju? Ali je v Evropi premalo zavedanja, da na podeželju ni pomembno samo kmetijstvo, ampak tudi vse drugo, kot ste že našteli, kar družba potrebuje tudi v mestih? Glejte, COVID kriza je še samo dodatno utrdila to idejo, da rabimo poseljeno, razvito podeželje. Komisarka Dubravka Šuica iz Hrvaške je letos konec junija predstavila dolgoročno vizijo razvoja podeželja do leta 2040. Iza tega bojo sledili tudi ukrepi Evropske unije, kjer so na nek način zaokroženi vsi ti ukrepi, ki jih v konceptu pametnih vasi predstavljamo. Na gradu Reichenburg v moji domači občini, občini Krško, je potekala konferenca, ki ste z omenjenim naslovom, kjer prvič je bila konferenca v okviru predsedovanja Slovenije Evropske unije, Svetu Evropske unije, in s tem je tudi Slovenija visoko na svojo prioriteto postavila ta razvoj podeželja. Poleg politike, komisarke, kolegice iz Finske, iz Evropskega parlamenta, predsednika odbora regij, 5 slovenskih ministrov, je bil pa zanimiv tudi sestav gospodarstva na tej konferenci. Naredili smo tako imenovan politični in poslovni biznis panel in v tem poslovnem panelu je bil prisoten prvi človek Huaweia v Evropi. Bila je direktorica skupnega podjetja Boscha in BASF, 2 multinacionalk, ki veliko delata v smeri preciznega kmetijstva. Vantage Tower in nemško podjetje, ki ima mrežo več 10,000 teh stebrov za povezave, se pravi za vzpostavitev
širokopasovnih povezav, slovenski Mobitel je bil z nami, Toyota je bila z nami, sopotniki, se pravi iz različnih področji, in to je ta napredek, kjer je sedaj ob politiki tudi zavedanje v poslovnem svetu, da so tu priložnosti za njih in le tako bo ta koncept uspel. Veliko je zanimanja širom po svetu za ta model, ki ga v Evropi uveljavljamo, in v Dubaju smo bili povabljeni strani slovenskega Spirita, da naša pisarna organizira to srečanje na svetovni razstavi Expo, kjer so bili z nami zopet komisarka iz Evropske komisije, gospa Šuica, gospod Podgoršek je poleg Brestanice, kjer sva skupaj gostila, bil moj gost tudi v Dubaju, potem zopet gospa iz Afrike, ki v Zimbabveju v povsem drugih okoljih širi to idejo na njim lasten način. Z nami je bila tudi Doris Letina, Slovenka, ki je podpredsednica Evropske zveze mladih kmetov, ki imajo pomembno vlogo na podeželju, in zopet tudi predstavnik Svetovne organizacije za hrano pri Združenih narodov iz FAO je bil naš gost, kajti tudi oni imajo svoj projekt 1000 pametnih vasi. In gre resnično za eno zavedanje, ki je še nekaj let nazaj ni bilo tako aktualno, oziroma ga ljudje niso razumeli, kako je odlično za vse nas, če bomo imeli svet še naprej enakomerno poseljen. Napovedi demografov, predvsem za Afriko, Azijo, gredo v to smer, da bo zelo hitro tam živel 70-80% v teh mestnih džunglah. Ne vem, Lagos naj bi imel leta 2180 milijonov ljudi. Kdo bo to prehranil, kako bo ta mesta naredil vzdržna, trajnostna, so velika vprašanja, zato dobiva to naše področje vedno večjo veljavo in vedno več tistih, ki razumejo, o čem govorimo, in poskušamo na najrazličnejših koncih ta koncept razviti. Veseli pa me to, da lahko tudi kot poslanec to idejo in tudi dobre prakse iz Slovenije predstavljam širom po svetu. To se pravi, ta projekt ali pa projekt, če temu rečemo, postaje gibanje pravzaprav, ne? Ja. In to na svetovni ravni. Tako je, recimo z nami v tem gibanju, kot ste ga lepo imenovali, sodeluje tudi nekdanja komisarka Violeta Bulc iz Slovenije, s katero smo v prejšnjem mandatu zelo veliko delali na tem konceptu. Bila je tudi naša gostja na gradu Reichenburg in ona ima eno gibanje Eco Civilization, kjer je prisotno že danes v več kot 20 afriških državah, v Južni Ameriki. In poskušamo na nek način to idejo, to misel širiti in gradimo jo na 3 stebrih. Politika, ki mora to razumeti, podpreti, na drugi strani gospodarstvo, da vidi tu poslovno priložnost, in ključno ljudje, ki morajo tudi razumeti in iskati rešitve v teh konceptih za svoje vsakodnevne probleme. Pripravljeni na 55% je eden najpomembnejših zakonodajnih paketov, s katerim se Evropski parlament sedaj ukvarja. Ali verjamete, da bomo z obnovljivo energijo lahko rešili vse naše potrebe po energiji, ali pa moramo razmišljati morda tudi o jedrski energiji? Kakšno je stališče vaše politične skupine EPP do naložb v jedrsko energijo? Najprej, pripravljeni na 55 pomeni ta Fit for 55 paket 11 zakonodajnih predlogov, kako zmanjšati izpuste toplogrednih plinov do 2030 za 55%. In posega na številna področja, ki bodo zelo spremenila naše vsakodnevno življenje, mobilnost, gospodarstvo, proizvodnjo energije. In gre za najprej recimo energija, raba energije ustvarja 70% toplogrednih plinov. Promet, potem stavbe in pa proizvodnjo električne energije. In na vseh teh področjih, naprimer, bo potrebno številni ukrepi, recimo sanacija stanovanjskih objektov, da bo poraba čim manjša. Potem zamenjava goriv, kajti predvideno je, da bo tudi na gorivo, recimo na zemeljski plin ali pa na mazut, tako imenovani kuponi, kot so danes, ne vem, poznamo to pri proizvodnji elektrike v termoelektrarni T6, kjer to predstavlja 2/3 ali pa dobro polovico cene že danes. In tako da gre resnično za številne spremembe, ki bomo morali narediti vsak pri sebi, gospodarstvo in pa tudi infrastruktura. Narediti mrežo polnilnic za avtomobile.
hkrati pa pripeljati do teh polnilnic zeleno energijo. Kajti, če bomo tam v avto pretočili energijo, ki je bila prej proizvedena s premogom ali plinom, nismo naredili veliko za okolje, mu škodimo. Ne? In tu postaja zdaj eno vprašanje, ali lahko obnovljivi viri proizvedejo dovolj električne energije. In električna energija je tista, ki bi ne edina v prihodnosti porasla v rabi, ostali energenti, fosilna goriva in ostalo se bi zmanjševali. In obnovljivi viri imajo, tu vemo, da govorimo o vodi, vetru, soncu, kot teh elektrarnah, virov energije, ki imajo to slabost, da tudi včasih, ne vem, po zimi ni ne vetra, ne sonca in rabiš neko podporo v ozadju, da sistem energetski stoji. Nemci recimo stavijo, da bodo še kakšne desetletje, dve dobavljali plin zdaj skozi po severnem toku iz Rusije in s tem imeli to rezervo v ozadju, ob precej večjem deležu tudi vetrnih elektrarn, ki so v tem pasu lažje za zgraditi in je večja proizvodna elektrike zaradi tega pasovnega vetra. Pri nas pa in generalno v tej centralni Evropi, in to je tudi moje prepričanje, pa mi rabimo takšen nizkoogljičen vir, kot je jedrska energija, da imamo stabilen sistem, da imamo na nek način konkurenčne cene za gospodinjstvo, za gospodarstvo in to, kar je ključno in nam ravno ti dnevi, tedni kažejo, mi moramo zagotoviti energetsko samooskrbnost. V nasprotnem primeru smo lahko talci Rusov, Arabcev, Američanov, ne vem koga. In v tem delu bi v tem nacionalnem konceptu v energetiki zagotovo dodaten blok jedrske elektrarne, ki bi ga, če ga zdaj začnemo graditi, na nek način bil zgrajen šele blizu časa, ko bo ta prvi v zapiranju in bi na nek način potem nadomestili ta izpad, ki ga danes jedrska energija in pa seveda tudi iz Teša, ki skupaj predstavlja kar dobro polovico, 60% slovenske električne energije, nadomestili s tem novim objektom. Lani po podatkih Evropskega statističnega urada Eurostat kar 8% prebivalcev Evropske unije ni uspelo pravilno ogreti svojih domov. A to so podatki iz časa pred energetsko krizo, s katero se trenutno sooča Evropska unija. Vsekakor je to vprašanje v zadnjem času tudi v središču pogovorov evropskih poslancev. Kako gledate vi na to težavo, torej na to energetsko krizo in na energetsko revščino v naših domovih? Ja, ravno včeraj sem sodeloval v eni razpravi v okviru Evropske ljudske stranke, ki ta zeleni prehod, se pravi pripravljen na 55, vidimo na takšen način, da je absolutno prav, da Evropa gre s hitrimi koraki in na nek način vodilna na tem področju. Nikakor pa ne smemo biti prehitri, da ne bi izgubili konkurenčnosti evropskega gospodarstva, da bi se nam zgodilo, da bomo kupovali izdelke, ki bodo proizvedeni na Kitajskem z drugačno energijo, se pravi s fosilnimi gorivi, in moramo to konkurenčnost gospodarstva ohraniti. Po drugi strani pa, da gospodinjstev ne obremenimo preveč z temi davščinami, ki so predvidene tudi na izpuste ogljika, recimo iz prometa, iz stanovanjskega ogrevanja. Po novem, kot sem omenil, ta paket 11 regulativ je predvideno, da bi tudi pri ceni recimo nafta ali bencina ali pa na drugi strani zemeljskega plina pri ogrevanju stanovanj plačali te kupone za izpuste, ki jih ta prevoz in pa ogrevanje povzroča, kar pomeni pritisk na ceno. In tu pridemo potem do tega momenta, kdo lahko to plača. In v Evropi je tudi treba paziti zelo na stanje, ekonomsko stanje posameznih gospodarstv, ne vem, v Nemčiji, Nizozemskem, Švedskem ali pa v Bolgariji. Koliko lahko kdo obremeni koga zelo na hitro. Tako da paket in usmeritev Evrope zagotovo v pravo smer, tudi v Glasgowu se je vedno več na tem okoljskem podnebnem vrhu, vedno več ekonomij pridružili, niso pa bili tako, kot se reče v tem žargonu evropskem, ambiciozni kot Evropa, kar pomeni, z drugimi besedami, da bo zelo jasno, Kitajci bi še zgradili 200 termoelektrarn, preden bi dosegli vrh proizvodnje in potem začeli zmanjševati, pa nekje 2060, če se bo to zgodilo. V Evropi bi pa naj do 2030 že za 55% zmanjšali
izpuste in tu lahko hitro pride do teh težav. Je pa na drugi strani pa to, kar pa je tudi ambicija tudi znotraj Evropske ljudske stranke poudarjamo, da pa bi z podporo in pa z inovacijami raziskav na tem področju pa Evropa še naprej lahko ohranila tudi znanje in pa tudi delovna mesta v teh zelenih tehnologijah. Tako da večplasten je problem. Jaz pravim temu v šali, da moramo kdaj v ogledalo pogledati, če nas kdo sledi, ali smo sami ostali na tej cesti, sicer pa moramo iz našega dolga do ohranjanja okolja po tej poti iti naprej. Omenili ste že podnebno konferenco v Glasgowu, ki se je seveda končala. Cilj konference je bil doseči dogovore o omejevanju dviga temperature našega planeta, vendar ključni cilj konference niso bili doseženi, nekatere države pa so bile nad dogovorjenim zelo razočarane. Prosim za vaš pogled na to problematiko, gospod Bogovič. Ja, glejte, zdaj jasne so te zaveze iz Pariškega sporazuma, ki temelji na tem, da glede na veliko industrializacijo, vedno več porabljene energije, moramo enostavno omejiti naše izpuste, v nasprotnem primeru bo ta topla greda nad svetom prevelika in bo prihajalo do velikih ogrevanj, pa do teh katastrof podnebnih, ki se zadnja leta dogajajo. Na nek način je to globalno zavedanje tega, zdaj pa kdo bo v tem kaj več prispeval in s kakšnim tempom. In tu, kot sem že delal, Evropa, ki resnici na ljubo pridela slabih 9% samo toplogrednih plinov, Kitajska 27, trikrat toliko kot Evropa. In mi ne moremo sami rešiti tega planeta, lahko pa z zgledom in poskušamo dobiti somišljenike, da bo šlo po tej poti. Ta konferenca je bila v tem delu uspešna, da so pristopile z precej obvezujočimi cilji Japonska, Južna Koreja, potem Južna Afrika, Kanada. Niso se pa, kot sem že dejal, dogovorili niti Američani, niti Kitajci niso dali obljube, kdaj bo se prenehali z rabo premoga, ki je ključen izvor toplogrednih plinov v nadaljevanju. Drugo, kar je bilo tudi izpostavljeno kot neuspeh, ker ni bilo dogovora, kako bi te razvite ekonomije, kamor sodi tudi Evropa, Amerika, pomagala manj razvitim državam pri tem prehodu. Cilj je bil, da bi se na konferenci države te razvite zavezale, da bi na letnem nivoju 100 milijard ameriških dolarjev zbrale sredstev in pomagale pri transformaciji energetike, gospodarstva v teh državah, ki bodo same to zelo težko storile. Tako da v teh globalnih pogajanjih je vedno, ne mi bo dovoljeno uporabiti en izraz iz naših soseščine, precej tega nadmudrivanja in kdo bo koga, kdaj in na kakšen način. Tako da ne smeš biti naiven in po drugi strani pa je Evropa tudi tista, ki poskuša z svojim zgledom pritegniti na to pot čim več ostalih, kajti zavedanje po potrebi, da zmanjšamo izpuste toplogrednih plinov, je jasno in to je naša obveza. Zagotovo. Zanima me pa seveda tudi vaše mnenje o aktualnem notranjem političnem dogajanju v Sloveniji. Vstopamo v zadnjo fazo predsedovanja Evropski uniji, ki ga vodi slovenska vlada EPP. Za prihodnjo pomlad pa je tudi že razpisan datum volitev, torej prihodnje leto bo kar zanimivo, ne? Ja, jaz že dlje časa govorim, dajmo drugo polovico letošnjega leta se usmeriti v to predsedovanje, ki je priložnost, da vse Slovenija predstavi. Hvala Bogu, vsaj nekaj dogodkov, kakor je bil tudi ta moj v Reichenburgu, nagrado Reichenburg, smo lahko izpeljali v fizični obliki in vedno nam koristi, ko pridijo ljudje od drugod v Slovenijo in jo vidijo na lastne oči in so vedno pozitivno presenečeni. Tudi konec koncev, da ko sedejo v kosilu nad kvaliteto naše hrane, da ne govorimo o izgledu krajine in podobno. Tako da ta del je zame zelo pomemben. Drugo, kar je zelo pomembno, je, da se naša birokracija, se pravi stalno predstavništvo v uradništvo v Bruslju, kakor tudi ministrstva, ukvarjajo z evropskimi temami. Naše življenje je zelo odvisno, kaj se tam dogaja in včasih imam občutek, da se to nekje daleč odvija. In v bistvu se tega premalo zavedamo. Premalo zavedamo in moramo igrati, jaz pravim temu, kot pri nogometu, če ne driblaš, dobiš gol. Mi moramo tudi znati na tem področju biti aktivni in početi. In mirno lahko rečem, da kolegi priznajo, da je predsedovanje odlično vodeno,
tudi veliko teh poročil se je zaprlo, se pravi, da smo prišli do nekih zaključkov, kmetijska politika, pa še ostale stvari. Je pa res, da je žal se na naš notranji politični dribling, kot sem ga že prej omenil, politični ali pa raus, kakor mu hočemo reči, poskušal prenesti tudi Evropski parlament na Evropsko unijo. Zame je bilo že pri samem nastopu, kjer je predsednik Janša predstavil predsedovanje, in ko sem poslušal, ne vem, kolegico Fajonovo, se mi je zdelo neumestno, da toliko dobesedno pluvaš po lastni vladi, s tem tudi po lastni državi, in tu mislim, da je bilo to nepotrebno. Tudi kakšen tweet predsednike vlade je bil po mojem nepotreben. Sigurno. In ne bi bilo potrebno tega, bi lahko v bolj nekem konstruktivnem vzdušju zaključili. Prihajamo pa zdaj v drugo leto, kot sem že rekel, dajmo to zaključiti, in to bo zelo hitro, prihajamo v zadnji mesec predsedovanja, 26. aprila so volitve. Na teh volitvah upam, da bo prišlo do tega, da tudi tisti, ki bolj sredinsko razmišljamo, dobimo svoje mesto. Sam zelo spremljam, podpiram gibanje Povežimo Slovenijo, v katerem se poskuša malce, rečemo temu domačem žargonu, umiriti konje in poiskati ta konsens v družbi, ne samo na neki politični in siceršnji vsebinski sredini, ne samo to, kar nas ločuje. Prej sva govorila o paketu Fit for 55. To je paket, ki ga mora najprej razumeti politika, potem se mora znati dogovoriti, kdaj bo zaprla TEŠ, ali bomo gradili jedrsko ali ne bomo, kako bomo infrastrukturno mreže za elektriko, daljnovode okrepili, transformatorje, in to rabimo vsebinski, programski dogovor in pa konsens v družbi. In to enostavno, če se bomo samo ukvarjali z raznimi interpelacijami in z tem, da bomo en drugmu dokazovali, kdo je slabši, tu ne bo napredka. In to upam, da nam te volitve prinesejo malce zopet zbližanje na politični sredini in več konstruktivnega vsebinskega dela. Seveda pa vstopamo v praznično obdobje, gospod Bogovič, sicer ne takšno, kot smo ga bili vajeni nekoč, razmere so take, kot so, pa vendarle, kakšne so vaše pričakovanja za prihodnje leto, pa tudi lahko poveste kakšno pozitivno misel, kakšno upanje morda. Glejte, jaz vedno pravim, da živimo v času, ki omogoča neko kvaliteto življenja in komoditeto, ki je ni bilo nikoli. Jaz mislim, naš ključen problem je kdaj tudi v glavah, s čim smo še zadovoljni, s čim nismo zadovoljni. In so, ne vem, ideali, ne vem, na Instagramu ali pa na Facebooku, kar je po moje narobe. Glejte, COVID kriza, mirno lahko rečem, mi je omogočila, da sem bil z svojimi vnuki zelo veliko, ker sicer ne bi mogel biti. Omogočila mi je, ne vem, da bistveno bolj tudi sam znamo uporabljati ta digitalna orodja. Zdaj vsi že kupujemo, se šolamo nadaljavo, spostavljamo te stvari. Tako da poiskati je treba neke pozitivne stvari. Ne vem, tudi to, da je cel svet bil v nekem galopu in da je že bilo treba, ne vem, 3-krat, 4-krat na leto skoraj obkrožiti svet, da si bil zadovoljen, je nekaj, kar ni trajnostno, kar ni v redu in ne gre skozi. Zato jaz mislim, da je nek čas, ki je december, je zelo primeren čas, da se malce posvetimo sebi, svojim družinam, najdemo tam to zavetje, kajti ta kriza je pokazala, kako pomembno je imeti neko urejeno družinsko življenje, tudi da lažje prebrodiš čase, ko enostavno ne gre več na tak način, kot je šlo prej. In zame je ob prehodu v novo leto ali pa v ta december najprej, dajmo se malce zamisliti, biti kdaj tudi malce bolj hvaležni za to, kar imamo, po drugi strani spoštovati sebe, spoštovati druga, tudi, ne vem, s tem, če si ti mogoče mlajši, pa manj navarno za to, da imaš kakšne posledice, kakšne bolezni, pa pomisli malce na svoje starše ali pa stare starše, in ta solidarnost v družbi naj prevlada, in upam pa, da nas bo ta primež te bolezni v naslednjem letu, da bo le popustil in da bo več tega, da se bo, tako kot se mi do zdaj gledava iz oči v oči, da se bomo ljudje srečevali, kajti jaz le mislim, da in sem prepričan, da je v teh osebnih stikih, ljudje smo socialna bitja in na nek način moramo tudi tako živeti. Tako da več razumevanja, vsem pa zdaj
če zaželiš zdravje, vsi vemo, da to bolj resno mislimo, kot smo včasih v tem klišejskem, da ostani zdrav, in resnično želim vsem, da ostanejo zdravi in pa zadovoljni v naslednjem letu, da ga čim bolje preživijo. Hvala za tale pogovor, gospod Franci Bogovič. Jaz vam želim uspešno delo še naprej. Mi da se vidimo prihodnjič ob kakšni podobni priložnosti. Do takrat pa vse dobro in nasvidenje. Nasvidenje pa tudi vam, spoštovani gledalci in gledalke, če ste bili z nami.